Živzi, bivzi, kako ste? Imate kaj energije, to zelene, imate kaj energije, ne? Zdaj, čim reče človek zelena energija, vsi takoj pomislijo, evo ga, pa ganđo, pa spet o ganđi govori. Ne, mislim, nam so rekli, da zelena energija je super, ker to polje so pa baterije, pa sončne celice, ne? Mislim, a vi veste, da so vlade, zdaj pa ne vem, če slovenska tudi, ker to globoko nisem preveril, ampak vlade so dale ukaz, da učinkovitost sončnih celic ne sme biti več mislim, da 25% ali celo samo 12%. Ne? Mislim, sončne celice bi imeli lahko izkoristek 70, 80, 85%, pa ga nimajo. Zaradi tega, da se pač proda več tega. Itak vidimo, kako to vse gori, kako ta elektrika, kako nam jo prodajo skozi baterije, skozi, ne vem, Tesla avtomobile in ostale baterije, to je nešto, to ni zeleno. Zdaj, malo sem hotel opozoriti na zeleno energijo z večjih kotov, namreč celo življenje rišemo srček rdeče barve obrnen navzdol, ne, kaže dol. In tam navzdol je rdeče barve prva korenska čakra, dočim srčna čakra je zelene barve. In mislim, rdeča kaže dol v minus v rdeče, ne. Mi bi mogli biti tako bolj kot galaktiki, pa usmerjeni navzgor, v pozitivna vibracija, ne. In lipov list je nekaj, kar je precej podobno tej slikci, kot sem jo od zadaj napopal. Torej, srce bi mogli mi obrniti na glavo, pa mu dati drugačne barve, ne. Če to malo človek s semafori proba malo pokontemplirati, vsekakor pa je v naravi vse zelene barve in se ukvarja z isto energijo, oziroma, kako ćemo reči, z isto stvarjo, bom tako rajš rekel. Namreč sama znanost je iz svojih nekih zapiskov in dognanj umaknila eter. In o etru sicer mi se nismo prav dosti pogovarjali, omenili smo ga, a ne, da je eter snov, ki v bistvu omogoča manifestacijo, po etru potujejo misli, po etru dogajajo marsikatera stvar, o kateri jaz sicer ne bom zdaj se pretirano poglabljal pa zatrjeval, ker nismo še dobili dovolj informacij o tem. Zagotovo je pa prav, da malo pokontempliramo pa rečemo, ma sej pa res. Kako bo srce rdeče barve kaže dol, medtem ko pa smo mi ljudje narave, v naravi doma, vse kar pogledaš ven je zeleno in verde te kjero verda, ne, zeleno, ker te ljubim zeleno, in srčna čakra je zelena in dajmo mogoče z tega naslova kontemplirati, da bomo ugotovili, da lipov list je te prav simbol ljubezni, ne. Pa še malo je pikovi karti podoben, ne, tako da smo še v kartah doma. Ok, ničkan toliko za štart, da v bistvu zelena energija, kot so nam jo predstavljali, je daleč od zelene in bi tale razlaga o obnovljivem, neskončnem veru energije, torej energije srca, imela kar precej dobro razlago, a ne? Precej smisla ima ta razlaga. Kakorkoli jo obračamo, mi ne želimo krvaveti, želimo rasti, želimo ustrajati in želimo trajvati, torej uspevati. Trajf ima še en pomen, trajf je napredek, ne? In nekako smo že dojeli, da nas je sistem, ki je, hvala Bogu, v propadu in propastu želel držati nizko, vendar ta stvar rapidno razpada in izgublja vsak grip, meni se zdi grip dobra beseda, oprijem, nimajo več moči, oziroma izgubljajo svojo moč, kako nas držati dol, med tem, ko v bistvu se ljudje čedalje bolj zavedamo njihovih laži, njihovih prevar, vas probam nekako prepričati, da se vam to, kar so nam prodajali za realnost, zagnusi v samem jedru. Ne? Torej, oni so delali manipulacije, laži, prevare, genocid, umori, adrenokrom, poveličevali so neke igralce, naj si bo športne ali hollywoodske. V bistvu
satanizem je bil promoviran na tak način, medtem ko so človeka z dušo in srcem, čistega človeka, načrtno, naklepno, organizirano, dolgoročno morili na čustvenem, duhovnem in spiritualnem nivoju. Ne? Dokler se ti ne zblesavi, polk se ti je pa zblesavilo, so pa rekli, se smo rekli, da si blesal. Ne? Neverjetno je, kakšna kapaciteta negativne energije je prežela ta planet, in to s pomočjo manipulacije uma. Konec koncev ni težko, ne rabiš biti cel duhovni guru, pa jaz ne vem kaj, da rečeš, veš kaj, kar imam rad, a ne? In kar imam rad, zato ne rabim debelih knjig brati pa razmišljati o tem, kako in kaj, a ne? Zdaj le valjda se je meni pojavila ena težavica, valjda to se mora meni zgoditi med tem, ko snemam, a ne? Vendar, ja, kako bom pa zdaj to rešil? Sekundico, moram stisniti Shift, Delete in zbrisati nekaj, kar ne vem, kaj sem zbrisal. Ampak, ok, verjetno bo zdaj to pa v redu. Namreč, toliko video vsebin imam, da so vsi diski že polni in je kompjuter čist zabezecan boščak, ne? Ok, tudi to bo minil. Minil bo pa zaradi tega, ker je pred nami, pravzaprav pred nami smo v začetku meseca julija, kjer se nam obeta mnogo stvari, na katere sem že opozoril, nakazal. Naslednji tedni znajo biti precej razburkani, ni potrebe za strah, preplah, tesnobo ali karkoli, zaradi tega, ker imamo v ozadju kontrolirano dekonstrukcijo matrice tega babilonskega stolpa, kjer je ideja, da je ta prehod čim lažji, čim mehkejši, po drugi strani pa, da pride roka pravice in porihta, kar je za porihtati. Predvsem je roka pravice tista stvar, ki temačnim, negativnim oziroma tistim, ki so delovali proti človeštvu, odvzame vsakršno kontrolo. Zdaj, če sem prej rekel, da njim uhajajo stvari izpod kontrole, iz rok, nimajo moči, je ideja v tem, da se jim kontrola v popolnosti odvzame. Namreč, ljudje z nizko zavestjo, ti, ki gledajo v 3D, želijo biti močno informirani in imeti nad ljudmi svetlobe kompleten nadzor in kontrolo, ker le na tak način so nas imeli pod kontrolo in so nas držali dol. Ne? Zdaj, da se jim to kontrolo vzame in kakorkoli obračamo, največja kontrola na svetu v tem trenutku je pač internet. Ne? In mnogokrat smo mi že vsi slišali prek Q-jevih opozoril, Trumpovih opozoril, da znamo ostati brez elektrike, Facebook kill, YouTube bomo ubili, internet bomo ubili. Zdaj, če vzameš elektriko, v bistvu izginejo tudi pretežno vse komunikacije. Ne? Zdaj, vzeti elektriko, katero elektriko pa? Ja, zdaj vsi smo razmišljali, ne, to je elektriko iz omrežja. Če se pogovarjamo o green power, je ideja v tem, da smo mi kot generator, bom rekel, res eterične energije, okrog nas se dogajajo, okrog srca se dogajajo, kako se reče, ripple efekt, valovanja, nek torus imamo okrog sebe, elektromagnetno valovanje, ki preko etra potuje. Se spomnite, na eni strani sveta metulj naredi tako skrili, na drugi strani sveta se zgodi pa orkan, nekaj v tej smeri. Ampak, če sem rekel, da nam bo ukinjena elektrika in kontrola, je pravzaprav mogoče ena izmed možnih razlag tudi ta, da je temačnim silam odvzeta naša zelena, srčna energija. To je pa tisto, na kar vas jaz opozarjam, na kar smo vsi opozarjani.
ne futraj te parazitov, poreži vse vezi, ki so vezane na srčne rane, na čustva, na ta generator energije, ki je pravzaprav temačnim privlačna in preko katere oni manifestirajo tisto, kaj je njim v interesu. Torej, lansirajo strah, mi strah kupimo in ga lansiramo naprej, ga razširimo. Zaradi tega je naša naloga v tem času širiti čim več pozitivne energije, high vibration, energije 5. dimenzije, torej radosti, veselja, ljubezni, imeti dobre glasbe, uživati pri stvareh, ki jih imamo radi, početi stvari, ki jih imamo radi, čim več ur vsakega dneva. Morate se zavedati, da je največji generator, ta zelena energija, najbolj generira, kadar smo mi avtentični. Veste, otrok v peskovniku zgenerira toliko ene srčne energije, da je neprimerljivo z nekom, ki v pisarni 8 ur nekaj kuca ali pa mora za nekim trakom nekaj delati, kakorkoli, da je na razpolago in dela nekaj, kar mora od takrat, kad mu je bilo naročeno, da mora priti, pa pol, ko bo šel, pa pol, še pol ure mora si vzeti podaljšati čiht, sicer noben nič ne plača. Pač na tak način so nam to srčno energijo, življenjsko energijo jemali na vsakem koraku. Zdaj, da se mi spravimo v našo avtentičnost, se moramo najprej iz tega sistema hrčkove derke malenkost ustaviti, kolikor se da ustaviti, kolikor se da distancirati, kolikor se da umiriti. Kak sem eno dobro misel imel tlele, če želimo, moramo, kako mi je ušla zelo lepa misel. Razumeti moramo, da nam je bila ta energija kradena. Mi moramo skontati, kdo nam jo niža in kdo nam jo zmanjšuje. In če mi uspemo svojo vibracijo, svoj generator dvigati na en nivo, se moramo distancirati od lopovščine, od kraje, od tega. In dobro voljo, torej življenjsko energijo, nam kradejo vsakodnevni dogodki. Naj si bo toča, naj si bo ustrahovanje z vremenom, ustrahovanje s tem in onim. Prišla je misel nazaj, mi se moramo distancirati in se moramo fokusirati na sebe. Zdaj, matrica v razpadu z vsemi svojimi pripadniki ve, da je igra končana, vendar želi na vsak način ta proces našega preporoda upočasniti, če ga že ne more preprečiti, v isti sapi pa narediti čim večjo škodo međuvremeno. Zaradi tega nas probajo čedalje bolj aktivno, agresivno in primitivno bombardirati z distrakcijami. Da je fuzbal zdaj tle, ta krom-pom-pom, to je distrakcija načrtna. To, da je bil LGBT zastava obešena na državnih objektih, to je distrakcija. To je zato, da se ljudje ne ukvarjamo s svojo energijo, ampak to svojo energijo nekako dajemo na stran oziroma jo ne dobimo v popolnosti. Zdaj, mi se skozi pumpamo, zaradi tega, ker to je obnovljiv vir in je brezplačen in je tukaj okrog nas, eter in tako z vsakim vdihom vnašamo in tako naprej, več je teh aspektov. Vse to se bomo verjetno še naučili, ampak v tem trenutku se samo moramo zavedati, kako zelo pomembno je, da to energijo mi vzpostavimo, tako ko se zagre v svojo polnost. Mi smo bili do zdaj, smo delovali na, ne vem, bom se zdaj izmislil podatek, na zmanjšani kapaciteti te energije, ne vem, 30%, pol pa se malo začneš postavljati zase, pa prideš do 50%. Pa pol začneš že neke duhovne prakse, pa ugotavljaš, kako pomembne so stvari v življenju, o katerih se mi pač pogovarjamo že 2 leti in pol, pa se ta baterija nafila na 90%. Pol pa moraš sam iti čez največjo lekcijo, to je oprostiti vsem,
vzljubiti vse, in to je zadnja in največja naloga človeštva, da spoznamo, da moramo ljubiti vsakega in vse. Pustimo zdaj biorobote, pa pustimo zdaj mi Bidne, pa pustimo zdaj mi hibride na stran, vendar ljudje, ki so vam želeli slabo, imajo noter dušo, ki so jo okupirali demoni, in ljudje so demone prenašali v gromozansko velikem procentu, in nekako mi ne smemo nositi zamere do ljudi, vendar ne smemo dopuščati, da dejanja, ki jih ljudje počnejo v imenu demona, da to nadaljujejo. A sem dosti jasen? Ne obsojajmo ljudi, ne dovolimo pa, da njihova dejanja postanejo sprejemljiva, samoumevna in bom še celo dalje nekaj normalnega. Zdaj narcizem je to znal lepo obrniti v trauma bombing, v gaslighting, vse sort parametre. Zdaj, ta energija, s katero smo se rodili kot otroci, nam je bila v procesu manjšana. Nekdo je želel to našo energijo imeti za sebe, in nam jo je kradel. V zibelko smo se rodili s kapaciteto kreiranja te energije, in ta energija je nam dana zato, da je naša, da z njo kreiramo. Kadar mi smo napolnjeni z energijo, pridemo v vodnarjevo dobo, kjer to lahko polivamo, kjer je tega v izobilju, in prav je tako, da jo polivamo. Nikakor pa ta energija ni narejena, da je ta vrč, predstavljam si vrč, v kateremu je ta zelena energija prisotna, da nam to nekdo cuza. Mi smo se večkrat pogovarjali, da ti nekdo cuza energijo, da ti dvigne dekel. Jaz upam, da razumete zdaj to neko razlago, nek vidik. Mi ljubezen tukaj absolutno imamo, da jo delimo. Ni pa dovoljeno, da si jo nekdo od nas prisvaja, kot da je njegova. Zdaj, iz lastnega primera in seveda povzeto po ljudeh, ki se jim to isto dogaja, ko se napolniš z energijo, naven zgledaš kot ena fluorescenčna lučka, kot resnička v noči, svetaš se. Zato se reče, da svetimo. In ta naša energija ljudi, ki sami sebe ne znajo polniti, ki so navajeni kraje, močno iritira. Ljudi spravi to v eno nelagodje, zaradi tega so pripravljeni družno skupaj stopati in skupno delovati proti tistemu, ki je energijo dvignil. Jaz imam teh primerov za sabo kar nekaj in niso zanemarljivi, in vas opozarjam, da lačni bodo hodili takoj, ko se dvignete, bolj lačni prihajajo ali pa se organizirajo ali kakorkoli. Skratka, to energijo moramo mi čuvati in ne smemo dovolj, da nam je kradena. Ja, iritiramo jih. Okay. Zdaj, če hočeš, da je ta vrč poln, da se tle noter generira, tle noter se bolj je vrč poln, več je kreativnosti, vsi umetniki, vsi pesniki, pisatelji, slikarji in kiparji in še ostali umetniki, tisti, ki imajo lepo, polno, čisto srce, oni delujejo po vzgibu avtentičnosti. Si to, kar si, in to je energija, ki kreira. Zato se reče, da smo mi kreatorji, za razliko od satanističnih destruktorjev, ki oni kradejo energijo, pa še razbijajo tisto, kaj smo mi naredili, da nas še bolj boli, da ta energija čim bolj pade. In mi smo v bistvu celo življenje bili nekje na survival mode, preživetveni nivo energije. Glih toliko, da smo šli, ampak nismo mogli vzcveteti kot lotusov cvet. Zdaj pa smo v fazi, kjer nam je dovajana na zemljo velika količina energije, mnogo ljudi, ki se prebujamo, to energijo tudi delimo kot neke vrste oddajnik. Jaz se eno leto nazaj tudi približno nisem zavedal, kaj se dogaja, zdaj pa si že malo se mi svita, da verjetno
je 144.000 predstavnikov, ki naj bi se na Zemlji pojavili, pomembno točno zaradi tega, ker imamo organ, s katerim Zemlji dajemo bit, srčni utrip, ki, to je pač organ, to je, kot da bi rekel, mislim, a je bolj pomemben kristal, ali rdeče merkurij, ali zlato, ali ne vem, parna lokomotiva, ali nuklearka kot reaktor. Mislim, da tacga organa, kot je srce, se ne da replicirati, a ne? Srce, ki oddaja energijo srca, življenjsko energijo. Zato je verjetno tudi iz tega naslova človeško srce tako močno zelo napadano z vseh strani v vseh teh časih bilo in tako naprej. Tudi Kristusova rana je bila rana v srce in kadar vas je kdo ranil, vas je ranil kam? Ja, valjda ne v kolenu, v srce, tam, kjer najbolj boli. Ne? Tisto, kar je najbolj očuvano in tisto, kar je najbolj sveto v človeku. Ja, in če hočeš v bistvu biti avtentičen, ne moreš živeti tako, kot živijo vsi ostali. Če hočeš biti avtentičen, moraš živeti po svoje. Tako, kot ti znaš in hočeš živeti. Zdaj, takoj, ko rečeš, jaz pa ne bi živel tako, kot vsi ostali, oni rečejo, lega, kot si ti fucking sebičen, ne? Egoist, ne? Mislim, sebično in egoistično je strani ljudi z visokim egom, da pričakujejo, da boš živel tako, kot bi oni narekovali, torej boš plesal, kot oni žvižgajo. Ne? Ni egoistično, če živimo svoje življenje po svojih pravilih, svojih urnikih, svojih potrebah, svojih radostih in svojih opravilih. Jaz nisem glih, ne vem, super mehanik. In ne bom mehanik. Tudi prodajalc nisem in ne bom ničesar prodajal. Tudi nisem, kaj pa jaz vem, električar in ne bom delal hišnih napeljav. Moja misija je taka, da zelo rad govorim, zelo rad raziskujem, zelo rad se zabavam in malo se zabavam in malo poigravam z našo slovnico. Njo imam pač neizmerno rad, iako vsi množica, ne, teh egoistov, ki živi množično življenje, ne, življenje množic, pravzaprav vsi enaki, ki so uniformirani v eno formacijo, ne, oni pa pravijo, delati se sprav, ne, delati se sprav, ne. Zdaj, ne vem, največji ljudje v zgodovini niso z lopato dobili svojega, prepoznavnosti, renomeja, časti ali pa, ne vem, tega, da so naredili dobra dela. Dobra dela se ne dela z lopato, ne? Ali pa s krampom, ali pa zdaj po tipkovnici, ali pa bitcoine vrteti, ali pa vse to še najmanj, karkoli pač delati. Meni se zdi, da je največje orožje še vedno svinčnik in beseda je človek postala, to že dolgo piše in jaz mislim, da največje delo, ki ga človek lahko naredi, je delo na sebi. Največja vrlina, ki jo pa ima, pa je, da je v pomoč drugim, ki iščejo svojo pot. Namenoma sem uporabil izraz iščejo svojo pot. Pot do srca, pot do miru, pot do tja, kamor gremo, bom tako rekel, v 5. dimenzije. Pot ni samo ena. Poti je mnogo. Zaradi tega ne moramo napisati ultimativne knjige. Knjige o duhovnosti, kako prideš v svoj steber moči. Poti je verjetno glih toliko, kolikor je ljudi na svetu, a ne? In noben učitelj ne želi, da mu kdo sledi. Zdaj, če mene že srečal ta izraz, pa se ga nisem nikoli hotel tako parjeti, ampak učitelj ni tisti, ki reče, sledi meni, jaz imam zihar prav, to ni prav. Sledi svojim, ti iščeš svojemu kompasu preko tega, kaj imaš rad, ampak avtentično, kaj imaš rad in da živiš po svoje. Medtem, ko se okolica trudi, da ti ne živiš po svoje, da nisi avtentičen in da se ti ne bi slučajno dvignil nivo srčne energije, da bi prišel ti do kreativnosti in do svojih skritih potencialov, ki so ti podarjeni v zibko.
A ne? Zdaj, jaz nisem vedel, da sem tak, da imam tak, bom rekel, verbalni, neki ljudi mi je rekel, da sem jezični doktor. Pa saj se strinjam, jaz nisem vedel, da to imam, dokler se nisem polatil tega delati, ampak predtem je bila pa ena velika želja in jaz želim ljudem pomagati razumeti, pa nimam nobene strokovne izobrazbe za to, pa nimam nobene, govorim iz psihološko-duhovnega vidika, nimam niti kompetence pravzaprav, nimam niti nobene, nekih izkušenj. Nekako, ko stopaš na svojo pot, se začnejo in kompetence, in izkušnje, in ugotovitve, da v bistvu že vse, kar rabiš, že nosiš s sabo. Ne? Zdaj, verjamem, da nima vsak tega, jaz pa imam in bi bilo škoda, da zdaj se z lopato ukvarjam, če pa imam nekaj tacga, pa še uživam, belka z lopato. To je moj svet. Jaz sem bil tudi vrtnar do obisti, pa nisem več. Pa sem bil audioinženir do norega, pa nisem več, na tak način že ne. Pa sem bil svašta v življenju, precej, bom rekel, navdušen, pa ne delam več teh stvari, ker to so bile lekcije, lekcije, ob katerih sem jaz dobil določene veščine. In ko je veščina osvojena, potem stvar izgine. To je pa tisto, kjer moramo mi čustveno navezo spustiti. Ne, da ne rečemo, zdaj pa zakaj nisem več audioinženir, pa tako dobre mešalke, sem šel ful velike odre, pa ne vem kaj. Ne. Takrat energija začne odtekati. Če rečeš, ok, to so zaprta vrata, stvar zaključena, odrežemo, rečemo, ok, kaj sem se pa naučil, kakšne imam pa spomine, kakšne imam veščine, to je to. To je to in je prav, da iz tega to razberemo. Ok, bom jaz mičken šel še, ker imamo že hiter letita čas. Ne vklapljaj se, rojen si zato, da si rojen zase. Energija, ki ti je položena, generator za uporabo energije je tvoj, je zate. Drugi pravijo, najprej imaš drugim, kurac, najprej imaš zase, pol pa, ki je mera polna, lahko pa polivamo, pa mi izberemo komu, kdaj in koliko. Ne? Zdaj rekel sem, da to celotno iluzijo matrice, ki razpada, to je ta iluzija, ki želim, da se vam zagnusi, kajti od spodaj stoji ena stoična, ena odločno kraljestvo, ena velika pravica, ena velika pravična človečnost, etičnost. To je tisto, kamor želimo pridati. Jaz bi vam z veseljem, študiram, kako naj vam lansiram, kako mogočen svet stoji pod to matrico. Jaz si matrico predstavljam eno želatino, eno sluz, ki je zaobjela en kamen. Ta kamen imenujem kingdom, kraljestvo. Zemlja je raj, vendar je pokozlan strani tistih, ki so raj okupirali. Dobro jim je šlo, naredili so matrico, super jim je pelal. Ta matrica razpada, brezpogojno, brez pike dvoma. Kdor pravi, da ne rajš utihne, ker to pomeni, da tudi malo ni spregledal stvari v 2 letih, ne? Ali pa 4, kakorkoli. Ker teh pokazateljev je pa zdaj že toliko, da v bistvu, ne vem, da ne vidiš, to pomeni, da gledaš 24ur.com in v bistvu ti ni jasno, kaj ti sporočajo tam, ne? Da rečejo, bomo pa odmaknili zdaj LGBTQ plus zastavo. Se umorite, se konc pizda meseca ponosa, a ne? Ne zaradi užaljenosti. In potem oni govorijo, koliko sovraštva. Mislim, koliko je pa provokacije, a ne? Mislim, veš, če bi Musarjeva bila toliko prijazna do nas teoretikov zarote, bi bilo super, ne? Da imeli mi svojo zastavo. Super, vse bomo zrihtali, vse bo šlo po planu. Skratka, vso to iluzijo ruši gmota resnice, ki prihaja na plano. Na plano prihajajo take resnice, da je zaznort. In zdaj mnogi ljudje resnice nočijo, se jo bojijo, zato ker bi to zahtevali spremembo iz tega, kar poznajo pa iluzijo. In zdaj ljudje vzdržujejo iluzijo
sovražijo resnico, ker bi jim razrušila to njihov svet v narobe. Vendar sprememba je nujna, sprememba je edina stalnica in me zelo veseli, da resnica curlja na vse strani. Zdaj, EBS smo slišali mi kar nekajkrat, torej Emergency Broadcast System, kjer bomo dobivali kako 3-krat na dan po 8 ur, 10 dni zaporedoma resnico, kaj se je dogajalo, kje smo, kakšni so plani za naprej in tako naprej. Zdaj, malo je prišla ena druga beseda iz te kratice EBS, ne Emergency Broadcast, ampak Emergency Banking System. Torej, da se bomo ukvarjali z zamenjavo bančnega sistema, ker ta bančni sistem, SWIFT imenovan, je v propadu, dolar je kako se reče, v recesiji, v bankrotu, kot je v bankrotu Amerika. Tok za info, 318 triljonov je vredna Amerika z vsem, kar ima, zemljo, nafto, kamni, vse, kar ima, zadolžena je pa za 320 triljonov, ne, drugač. 280 triljonov je vredna, 318 triljonov je pa zadolžena. To je bankrot. Drži in to z namenom in da je v bankrotu, je treba samo še na glas povedati in to je to. Tle čakamo malo vojsko. Zdaj, mi smo se pogovarjali, da bo leto 2024 prineslo precej sprememb. Jaz sem optimističen že 3 leta, pa si mislim, zdaj bo, pa vsake kvatre še kaj dam datum, pa si rečem, kaj si blekno, pust primer, se veš, da z datumi se ne da na tak način operirati, ampak mi je nekako velik je obljub pokazateljev, no. Sej, veste, no, vse, kar vam razlagam, je v bistvu produkt seštevanja pik skupaj, da dobim jaz nek info, ki vam ga podam naprej. Nič ni tako, kje imaš pa ver, nimam ga, imam 5 verov, zdaj pa ti jih seštej skupaj. Sej, tudi za Biblijo, da je bila v Butalah napisana, vam nisem še čisto razložil, ampak jaz si lahko razlagam to tudi tako. Nima veze, da le razumemo, kaj nam hoče Biblija povedati. Hotel sem reči, da se obeta v juliju, julij zna biti res vroč mesec, pa ne po temperaturah, in iz tega naslova je pravijo, a ste pripravljeni, ja, vsi čakamo resnico, da pride, a ste res pripravljeni. Mnogo ljudi ta resnica, ki jo bodo slišali, jih bo vrgla na rit. Obljubljeno nam je, da celo tisti, ki že kaj štrumfamo in ki že mislimo, da kaj razumemo, tudi nam bodo čelusti dol padle. Vsekakor pa ta pripravljenost pomeni, da imej pri sebi doma nekaj zaloge hrane, imej nekaj zaloge vode in zdravil, v kontekstu lahko ostanemo brez elektrike. Lahko, da se zaprejo trgovine za par dni, lahko se zgodi mrk interneta. V tem času tranzicije bančni sistem ne more delati na tem starem internetu. Treba je zamenjati internet, treba je zamenjati bančništvo in treba je vklopati, informacijske kanale čez medije, ki v bistvu v tem trenutku vse, kar počnejo, širijo strah, paniko, negotovost, laži in v bistvu se od vas nekako zahteva, da te medije ugasnete, ampak ne iti pol na Facebook ali pa na YouTube, pa najdete zamenjavo istih ustrahovalcev, ki vas enako držijo v negotovosti. Pred nami je čudovit svet. Pred nami je svet, kjer manipulacija ne bo dovoljena, niti ne bo možna. Kar se mene tiče, kakor razumem, bosta začasno obstajala 2 svetova, kjer bo nekak možnost teh, biblijsko imenovanih vice, kjer se bodo ljudje lahko, spokorili, spreobrnili, nekak se izjokali, priznali, da so grešili in seveda izbrali možnost, ali želijo z nami v nov svet, ali se bodo pač prepustili
sovraštvu do te mere, da jih bo šiknil srčni infarkt, kajti too much love will kill you. Zdaj razumem, da prevelika količina ljubezni na zemlji bo pobila vse, kar ljubezen ni. A ste pripravljeni? A ste ljubezen? Kdor je v ljubezni, mu ljubezen nič ne more. Kdor pa je v sovraštvu, pa se lahko zaveda, da ga ljubezen lahko tudi premaga. Ljubezen premaga vse. Upam, da sem vam dal s tole zeleno slikico v ozadju malo misliti, da v bistvu smo tudi simboli sami sebe devali nadol. Naj postane naš simbol en tak lipov list in kar se mene tiče, je to edina prava zelena energija. Dragi moji, ljubljeni z vseh strani, oproščeno vse, ljubljeni smo čezmejno in prek vsega tega. Ja, no, to je to. To je to, držite se, imejte prečudovit dan in lep začetek julija, ki bo zelo lep in še lepši, lep beyond imagination, torej iznad dojemanja. Držite se, vse dobro. Čau.